Tisto, kar bi mi pričakovali od farmacevtskih podjetij, ki čisto vsa kažejo visoke profite, je to, da bi precej več denarja morale v ta tip tehnologije vlagati. To bi bilo z etično-moralnega načela pomembno, pa tudi zaradi njih, kajti ugotavljamo, da inovativnih novih zdravil v Evropi, v svetu manjka. In tudi vemo tudi to si pač kažejo vse borzni indeksi, to so farmacevtska industrija ena najbolj profitabilnih. Pomembno je, da se ta profit seveda razdeli med lastnike, zato so pa vlagali noter, po drugi strani ga je pa treba tudi vlagati v te nove tehnologije. Zdaj, problem pri farmacevtih, to bojo oni lažje povedali, farmacevtska industrija ima seveda svojo logiko, mi od njih ne moramo pričakovati, da bojo oni upravljali funkcijo, ki jo morajo država upravljati. To je tipičen primer vakcin, tipičen primer antibiotikov, to so vsa zdravila, ki so za javno zdravstvo zelo pomembna, za farmacevtsko industrijo pa nezanimiva. Zaradi tega, ker se veste, farmacevtska industrija v bistvu uživa imeti kronične bolnike, ki jim na redni bazi prodaja določene količine relativno nenevarnih, pa zmerno učinkovitih zdravil. In moji kolegi farmacevti mogoče kakšni bojo skočili, ampak v glavnem bom da rekel, to vsi vemo. Ampak to tako je, tega ne moramo spremeniti, to je pač narava te veje in je, farmacevtska industrija pač omogoča, da človek danes ima življenjsko dobo med 70 in 80 let, 100 let nazaj je imel pa 35 do 40. Tako da tle je napredek medicine evidenten in tudi farmacevtske industrije. Problem je pa v tem, da farmacevtska industrija še ni najdla svojih poslovnih priložnosti tle noter. Celice so naša last. Patentiranje tukaj je težko. Tega se ne da na zalogo štancati. Ti ne moreš proizvesti, recimo, trudijo se, da bi ti proizvedel recimo iz ene celice, potem doze za 10.000 ljudi. Lahko to narediš, ampak kot sem rekel, ta celica, ki na začetku pa na koncu, če jih pogledaš, to ni več ista celica. To je tako, da se ti zdravilo od začetka do konca spremeni, ki se ne sme. In zaradi tega so ene paradigme, do katerih prihaja, ki se imenuje personalizirana medicina, kjer ne bomo mi po statistični na kilo teže, na kvadratni meter kože ali pa kaj takega dobivali tudi števila celic, ampak bo potrebno narediti precej široko diagnostiko, tudi enega celega kupa bioloških parametrov, da bomo vedeli, na kakšen način peljati zdravljenje določenega pacienta. In v bistvu zdravljenje enega pacienta bo nekaj podobnega, kakor vodenje bitke, kjer je zdravnik general, ki uporablja različne rodove vojske za to, da doseže končni cilj, to pomeni ozdravitev človeka. Ali pa vsaj, če je to kronično obolenje, da naredi življenje znosno in tudi če spremeni neko bolezen, kronično bolezen. Primer pri raku, če bi mi uspel doseči to, da človek sicer ne bi popolnoma ozdravel, ampak bi lahko mirno živel z rakom, čisto kakovostno življenje, potem bi tudi ljudje ta strah pred rakom kot skritim ubijalcem izgubili. Treba je pa povedati, ravno primer hematologije, pred 100 leti, če je bil tako imenovan, če si imel levkemijo, si bil v 2 letih praktično 100% vsi pacienti so bili mrtvi. Danes je pa več kot 70% ljudi več kot 5 let živih. Statistični podatki mogoče niso čisto točni, ampak precej v teh okvirih so. Skratka, velik napredek je bil narejen. In pri celičnih terapijah je podobno. Mi ne moramo te celičnih terapij uporabljati tako, kot sol za hrano, posod jo damo nekaj malo več, nekaj malo manj, razen dobro kavo damo sladkor. Mi moramo vedeti, kjere celice, iz kjerega izvora, koliko stave, na kakšen način pripravljene, na kakšnem nosilcu, v kakšnem okolju. Mi moramo stvariti okolje, da bojo one v tem, ko bojo transplantirane, da bojo se razvijale v smer, ki mi želimo. In seveda moramo o njih veliko vedeti, zato da ne bomo samo jih ušpricnili noter, pa zamižali in rekli, ok, zdaj bomo pa videli, kaj bo ratalo. Tako da, to so pač naloge vseh nas,
ki sodelujemo v tem procesu in če dalje več tako imenovanih teh deležnikov, stakeholderjev ali kakorkoli se že reče, v tem procesu, ki sodelujejo pri zdravljenju enega človeka. In nekaj bom lahko rečem, kaj reče, ja, spet to, kdo je pa koga s tem pozdravil. Šele zdaj, recimo, ko je 20 let so shranjene naše autologne matične celice, zdaj je več kliničnih študij, ki kaže pač na to, za katera zdravljenja so pa lahko uporabljena. In kot je večina transplantacij kostnega možga, je spet so transplantirane naše lastne celice. To je pa zaradi tega, ker po eni strani darovalca ne dobimo. Transplantiramo naše lastne celice v času, ko smo mi stari in bolni, to pomeni, da je rezultat slabši, ampak je boljši kot nič. Ocena tveganja tukaj taka strani zdravnikov. Če bi pa mi imeli naše lastne, mlade celice, za katere bi vedeli, da po 40, 50, 60, 70 letih sigurno nimajo, rak se ne razvija 70 letne, sigurno nimajo noter nobenih zasevkov, rakastih zasevkov, bi pa to bilo seveda zelo varno in zelo učinkovito zdravilo in kaj je lepota, nobene potrebe po imunosupresivnih sredstvih. Tukaj pa seveda spet farmacevtska industrija malo manj zainteresirana, zato ker recimo ena imunosupresija na leto stane 20-30 tisoč evrov. In seveda mi jo tukaj, če imaš svoje lastne celice, seveda te potrebe nimaš. So pa vse te tehnologije še zmeri relativno drage, zato ker to je vse manufaktura. Tukaj ti rabiš imeti visoko nadzorovane laboratorije, kadar, ki je visoko kvalificiran, dolg časa morajo recimo gojiti te celice in potem rabiš jih imeti recimo za eno terapijo, tudi včasih 30-40 gojilnih posod, za to, da enega človeka vzdraviš. In tukaj je samo stroškov več 10 tisoč evrov. Ampak, če včasih pogledate, zdravljenje enega človeka, pa vemo včasih, da ne bo čisto učinkovito na teh zelo posebnih področjih, hitro presega recimo desetine, stotine tisočev evrov. In ti lahko tukaj s preventivo, recimo ravno pri transplantaciji kostnega možga, zdaj ne želim tukaj se v nekega razsodnika dajati, ampak se dosti bolj se splača investirati v dobre pogoje pri nam, na kliničnem centru, v naših klinikah, v naše zdravnike, da se pacienti zdravijo v Sloveniji, kakor pošiljati ljudi v tujino. Zaradi tega, ker če samo stroške gledamo, je to, da ena transplantacija v tujini hitro stane več kot 200-250 tisoč evrov, v Sloveniji precej manj, pa še tudi tukaj to dela naš kader, kjer se tukaj plačujejo davki in v končni fazi je strošek za celotno našo družbo precej manjši, kot če te ljudi ven pošiljamo. Seveda moramo dati pa našim zdravnikom pogoje, da bodo te stvari delali, ne pa jim seveda pustiti, da imajo, ali pa jih pustiti same, da si zrihtajo tako laboratorijske pogoje, kakor operacijske, kakor te okrevalne te sobe, in seveda, da imajo zadosti kadra, da lahko ustrezno skrbijo za te ljudi. To je pa tista preventiva, veste, ker se pa včasih skozi čudimo, zakaj ljudje še zmeraj kadijo, četrtina ljudi še zmeraj kadi, če vsi vemo, da je korelacija med rakom na pljučih in kajenjem izjemno visoka. Ampak ljudje včasih, preventiva je ena od najbolj bolečih stvari, na preventivi ljudje si zatiskajo oči in mislijo, da bojo zmeraj zdravi in mladi. In ker ti danes enega 20-25 let starega študenta vprašaš, pa mu rečeš, da 70 let doživ, kako to zgleda, jaz nam okoli to doživ. Hitr si je, jaz sem tudi mislil, da nam okoli star 57-58 let, pa sem, pa čez 12 let bom pa 70, in kaj? In lahko imam krasno življenje, lahko pa ne tako zelo dobro. In če ti znamo nadajati na stran, znamo šparati, znamo investirati za to, da bomo za težke čase, pri teh stvarih smo pa še zmeraj, si pa zamegljujemo oči, da tukaj pa mi sami ne moramo nič narediti. Zelo velika mešajo tukaj učinkovitost, pa denar, pa vrednost, pa tako naprej. Jaz v te zadeve namensko ne bi spuščal, je to zdaj draga procedura, je pocen procedura. To mislim, da je nesmiselno zdaj govoriti, zato ker če rečemo, da je človeško življenje neprecenljivo, potem je teoretično lahko rekel, da je vsaka cena sprejemljiva. Ampak to je spet špekulacija, to je spet pritisk na ljudi, veste, in to ni prav. Tisto, kar mi počnemo,
In mi ljudem ne obljubljamo zdravljenja za temi celicami. Kar jim pa obljubljamo, je pa to, da v skladu z najboljšo prakso, z najboljšo znanostjo, z najbolj kvalificiranimi ljudmi shranimo njihov material, pa lahko je popkovni člakri, lahko je maščobno tkivo, lahko je kostni mozeg, na tak način, da bo lahko tudi jutri ali pa čez 50 let uporabno v terapevtske namene. Ker če pa tega ne bojo imeli takrat, potem bojo pač mogli imeti nek drug način zdravljenja. Ampak na ta način s temi celicami pač ne bo šlo. Potencial teh celic se pač odkriva, mi nečemo lažnih upanj dajati, ampak lahko pa povemo, da zelo argumentirano, z trdnimi dokazi lahko povemo, da imamo ene od izjemno visokih rezultatov, dobrih rezultatov v naših laboratorijih. In to je rezultat naše znanosti. To je rezultat ljudi, naših otrok, ki so hodili na slovenske univerze, ki so znanje iz tujine prinesli, tudi od slovenske ARRS in od ostalih agencij, ki so vlagale denar, financirale te zadeve. In seveda od naših zdravnikov, ki te stvari v skladu z dobrimi praksami tudi uporabljajo v kliniki.